Pripravljalno obdobje se stopnjuje, ob vstopu v zaključno obdobje je predviden dvojni program. Nedelja za skok v Bakovce na tekmo z Zadrom, ponedeljek bo namenjen dvoboju v Ljudskem vrtu s Kopenhagnom. Vroče nedeljsko popoldne ni vplivalo na učinkovitost. Po prvih dveh napadih sta že bila dosežena 2 gola. Najprej so zadeli nogometaši Zadra. V drugi minuti je Šimunac prišel do soočenja z vratarjem Cotmanom, ki mu je uspel ubraniti udarec, toda dobro posredovanje ni dobilo želenega razpleta. Žoga se je odbila do Ivančiča in iz 2 poskusov vendarle 0-1. Nepričakovan začetek ni spremenil načrtov v aktivni igri mariborskega moštva. Minili sta le 2 minuti in rezultat je že bil izenačen. Med prodorom je bil Trajkovski ustavljen s prekrškom. Sodnik je brez obotavljanja pokazal na belo točko. Vlogo izvajalca 11-metrovke je prevzel Cvijanović in z natančnim udarcem premagal vratarja Matkovića. Takojšnji popoln preobrat je preprečila vratnica. Po spretno izpeljani akciji je Ibrahimi podal na drugo stran do Cvijanovića, ki je pripravil priložnost Vilerju, njegov dobro odmerjen udarec pa je ob posredovanju vratarja Matkovića zadel vratnico. Prvi polčas je minil ob pobudi slovenskega prvaka. Med nizanjem obetavnih poskusov velja izpostaviti še 3. Najprej do zaključka Ibrahimi ni veliko manjkalo do želenega razpleta. Nato je Tavares vse opravil brezhibno, razen zadnje poteze. Ob naslednjem dvoboju Tavares-Matković pa je kapetan boljše nameril, vendar ga je ustavil hrvaški vratar. Podobno kot prvi se je začel tudi drugi polčas s hitrim golom. Tokrat se je takoj zatresla zadrska mreža. Kot je izvajal Črnic, Šuler pa z glavo zabil žogo pod prečko. Za raznovrstnost in dodatno dimenzijo, ko mreže tresejo tudi obrambni nogometaši. Da je treba to, kar imaš, uporabljati in če se le da pomagati napadom. Meni je zdaj šlo to kar dobro, jaz upam, da bo to šlo tako naprej. Pri tem rezultatu je tudi ostalo. V nadaljevanju tekme smo videli predstavitev novega člana. Po dnevih opravljenih treningov je Senegalec Vele Ndiaye dobil priložnost za prvi nastop in oceno njegovega trenutnega stanja. Po asistenci za vodilni gol je Črnic prispeval še podajo za Sirka, ki je pritekel do soočenja z Matkovićem, zmagovalec dvoboja pa vratar Zadra. Nogometaši Zadra so ostali večino časa v podrejenem položaju, a so v končnici uspeli priti do izenačenja. Po daljši akciji se je žoga v kazenskem prostoru odbila do Pešića, ki je natančno naciljal v levi spodnji kot. Po izenačenju na 2-2 so imeli igralci Zadra še zadnjo priložnost, zapretil je Jerbič, toda Rajčević je z uspešnim posedovanjem odpravil nevarnost. Ostalo je pri neodločenem rezultatu. Nervozni tekmeci so posegali po številnih prekrških, nepotrebno zapletli dogajanja in končalo se je z nešportno potezo. Bilaver je udaril Sirka, si prislužil rdeči karton, toda v zadnjih 2 minutah ni bilo več časa za konkretnejši zaključek. En test, ki mogoče rezultatsko bila bi malo boljša, oziroma mogoče ne odraža čisto realno dogajanje na igrišču, ampak okej, ena tekma za nami, prihaja še 2 in treba odigrati do konca, da bomo do tiste to prave.